Dnevni red 18. redne seje Hrastniškega občinskega sveta 3. sredo v juniju je bil obsežen. Javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, so predstavili svoje delovanje v lanskem letu. Prav tako regionalna razvojna agencija, pa LAS Zasavje in Komunala Hrastnik. Več polemike pa so sprožile razprave o prihodnosti Vile Desepi, zaključek priprav na izgradnjo stanovanjskega kompleksa in rebalans proračuna občine. Župan razlaga. Jaz mislim, da je bila poleg rebalansa danes to ključna točka. Gre za gradnjo 84 stanovanj. Pri spremembi dokumentacije smo povišali iz 72 število na 84, dogovorili dokončno tudi finančno konstrukcijo in se nekako približali realni oceni stroškov in tudi financiranja. Seveda, glavna cena bo znana šele, ko bomo prijeli ponudbe izvajalcev, ampak od danes naprej smo temu precej bližje in želimo si, da bi nekje do konca meseca julija imeli tudi še zadnji blagoslov Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, nato pa sledi razpis za izbor izvajalca in jaz si iskreno želim, da oktobra brnijo stroji v Hrastniku na 2 lokacijah. Poleg te bomo konec poletja začeli tudi z gradnjo dolgo pričakovanega doma na Leši. Hrastniški svetniki so tudi potrdili letošnji dobitnici občinskih priznanj. Alojzija Jordan Simončič bo na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku dobila srebrno občinsko priznanje za dolgoletno in predano delo v društvu Sožitje. Erna Deželak, ki vrsto let deluje v društvu kmečkih deklet in žena in v njem je tudi dolgoletna predsednica ter mentorica mlajšim, pa si je prislužila bronasto priznanje občine. Iskrene čestitke obema nagrajenkama.